Le kdo bi si mislil, da vas bomo tudi športni pedagogi nagovarjali preko spleta ali pa vam dajali navodila preko spletnih učilnic in izvajali vadbo v živo preko videokonferenc. Verjamem, da nihče od nas. Ampak šole in s tem športne dvorane so zaprte, igranje na zunanjih igriščih je prepovedano, večina treningov prav tako odpovedanih. Ampak to nas naj ne zaustavi, ker gibanje v času epidemije je še toliko bolj pomembno. In kar športni pedagogi ponavljamo nenehno, tako v šoli kot tudi sedaj, je to, da se moramo vedno znova zavedati pomembnosti gibanja. Gibanje je naša osnovna, primarna potreba. Vpliva tako na fizično kot psihično stanje človeka. Zmanjšuje tveganje za kroničnimi boleznimi in drugimi bolezenskimi stanji, izboljšuje telesne funkcije, preventivno deluje na ohranjanje telesne mase in preprečuje pojavnost debelosti, krepi imunski sistem in, kar je v tem času zelo pomembno, zmanjšuje možnost za obolenje za virusnimi okužbami. Telesna vadba nas bo prav tako okrepila v borbi proti stresu, nas naredila bolj optimistične, manj depresivne, izboljšala nam bo tako kratkoročni kot dolgoročni spomin, našo pozornost in s tem večjo učinkovitost pri učenju. Prav tako vpliva na boljši spanec, počutje in izboljša upravljanje vsakodnevnih delovnih obveznosti. Kakšne posledice pri otroku pusti omejitev gibanja, kaže podatek iz prvega vala epidemije. Ta omejitev je namreč povzročila največji upad gibalne učinkovitosti slovenskih otrok v zgodovini. In pri tem gre kar za 30 let merjenja telesnih značilnosti in motoričnih sposobnosti učencev in dijakov. Po dvomesečnem omejevanju je splošna gibalna učinkovitost pri povprečnem slovenskem otroku upadla za več kot 13% in kar za 20% se je povečala debelost. In pri polovici otrok se je povečal delež podkožnega maščevja. Res, da se večina teh podatkov nanaša na osnovnošolske otroke, ampak strokovnjaki predvidevajo, da je slika za vas, srednješolce, še nekoliko bolj slabša, saj ste se šolali na daljavo še nekaj časa dlje. Nazorno je upad gibalne učinkovitosti s kolesarjenjem primerjal in prikazal profesor Starc z Ljubljanske fakultete za šport. Dejal je, če bi Tadej Pogačar izgubil toliko vzdržljivosti v 2 mesecih, kot so jo otroci pri omejevanju gibanja, potem bi za zadnjim tekmovalcem zaostal kar 7 ur. In ko spremljamo kolesarstvo, še posebej v tem letu, si lahko predstavljamo, kaj pomeni 7 ur zaostanka za zadnjim tekmovalcem. Športni pedagogi se zavedamo, da je za večino vas, dijakov, prav športna vzgoja bila in še vedno je edini način ukvarjanja s športom. Zato je nujno potrebno, da vzdržujete vsaj to količino gibanja na teden. To pomeni, da ko skupaj izvajamo vadbo preko videokonferenc in spletnih učilnic, skoraj zadovoljimo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. Ta priporoča vsaj 150 minut zmerno intenzivne vadbe ali 75 minut visoko intenzivne vadbe na teden. Telesna aktivnost pa naj zajema tek, kolesarjenje, nordijsko hojo, hojo navkreber, vaje za moč in razne dinamične igre. Pri šolanju na daljavo veliko časa presedite. Zato priporočam, da pri svojem delu večkrat opravite tako imenovano gibalno minuto oziroma gibalni odmor. Takrat vstanite od delovne mize, prezračite prostor, se raztegnete, napravite nekaj razteznih vaj. Te vaje so lahko oziroma naj bodo tudi dinamične. Lahko napravimo nekaj počepov, krepilnih vaj, poskokov. Na koncu še popijemo nekaj vode in tako smo pripravljeni za nadaljnje delo za šolo. Sama eno večjih težav pri šolanju na daljavo vidim v intenzivnosti vadbe.
Vadba v šoli in doma je sicer časovno enako opredeljena, vendar pa se kažejo velike razlike v intenzivnosti vadbe. Vadba v šoli je skrbno načrtovana, vodena strani učitelja, nadzorovana, gre za direkten stik med učiteljem in pa dijaki. Znotraj vsega tega je prav tako oziroma je poudarek na intenzivnosti. Zato so razlike med vadbo doma in pa vadbo v šoli toliko večje. Zato tudi, na primer, hoja ali sprehod z družino nikakor ne more zadovoljiti vaših gibalnih potreb mladostnika. Takšno gibanje je primerno, na primer, za starejše ljudi, za upokojence ali pa za tiste z zdravstvenimi ali kakimi drugimi gibalnimi težavami. Mladostniki vsekakor potrebujete intenzivnejše gibanje, če želite neke spremembe v telesu. Sprehod z družino najboljšen kot nek dodatek vsemu temu. Priporočamo, da ste gibalno aktivni vsak dan. Aktivnost naj traja vsaj 30 minut, pa tja do 1 ure, odvisno od intenzivnosti vadbe, ki naj bo zmerna do visoka. Aerobno vadbo izvajate vsaj 3-krat tedensko, vanjo pa lahko vključite vaje za moč, vaje atletske abecede, različne poskoke, dinamične vaje. Za tiste, ki ste mogoče nekoliko manj gibalno pripravljeni, predlagamo intervalno vadbo. To je kombinacija hoje in teka, pri čemer na primer vedno bolj povečujemo čas teka in zmanjšujemo čas hoje. Vsaj 3-krat tedensko naj bi tudi izvajali telesno dejavnost večje intenzivnosti, kot so na primer hitrejši tek ali kolesarjenje navkreber, vadbo za moč visoke intenzivnosti. Poleg vsega tega pa ne pozabite na vaje, s katerimi ohranjamo gibljivost vseh mišičnih skupin. In kaj pomeni zmerna intenzivnost? Tak preprost pokazatelj za človeka je ta, da se preznoji in globoko diha v času aktivnosti. Če imate pametne ure, seveda lahko z njimi nadzirate svoj srčni utrip, pri tem naj se le-ta giblje nekje med 65 do 80% vašega maksimalnega srčnega utripa. Vadite lahko zunaj, na svežem zraku, v naravi, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Ne pozabite se predhodno dobro ogreti, na koncu pa seveda opraviti raztezne vaje. Danes je čudovit sončen dan, vendar vas naj v prihodnje slabše vreme ali nižje temperature ne odvrnejo od telesne aktivnosti. Primerno se je potrebno obleči, tukaj priporočam, da se oblečete večslojno, poskrbite za ustrezno obutev, po končani vadbi pa seveda poskrbite za suha in pa topla oblačila. Bodite aktivni in ostanite zdravi.